Ko si je Sarah Burke pripela na smuči, je bilo to dejanje svobode. Zato pogumno mlado žensko iz Kanad so bili strma kriveni halfpipa njena krila. Ko je poletela, gor in čez tiste livne stain, je gravitacija izgubila oprijem in Sarah je poletela. Pro je njen čas v zraku trajal le nekaj sekund. Je živela za tiste trenuke breztežne znesenosti. Sarah ni bila odločena le, da bo sama poletela, ampak da bo svoj šport prostega smučanja dvignila na nove višave, vse do olimpijskih iger. Njena nepopustljiva prizadevanja so pomagala legitimirati ta uporniški šport in uresničiti nekoč nemogoče sanje o olimpijskem zlatu. Toda le nekaj dni po njenem zgodovinskem dosežku je udarila tragedija. Zgodba Sarah Burke, ona pogumnega namena in zvišena vizija se je boleče prekinila. Čeprav je njena izguba je raztrgala srce vsem, ki so jo poznali, Sarahin sijoči duh ni mogel biti zatemnjen. Njena zgodba je o pogumnem soočenju z vsemi ovirami in učenju leteti kljub strahu. To je resnična zgodba Sarah Burke. Rojena je bila, do občuti vznemirjenja letenja. Kot otrok, kaj je odraščala v Ontariju v Kanadi. Sarah Burke je bila polna neomejene energije in radovednosti. Medtem ko so bili drugi otroci njene starosti zadovoljeni, da ostanejo na tleh, je mlado Saro privlačila višina. Neustrašno se je vzpenjala na drevesa, skakala s gugalnic in se metala v kupe listja. Vedno iskala tisti bežni trenutek letenja, ko je gravitacija popustila svoj prijem. Ta želja je nikoli ni zapustila. Kot najstnica, Sarah je svoje poslanstvo našla na smučiščih. Medtem ko so se večina mladih smučarjev nagrbinov držala naravnih prog, je Saro neustavljivo vleklo v halfpipe. V treningu je ostijala pozno in se pretiotopila na teren za deskari. Saj so jo privlačile okrulina stena, ki so se zdela kot da kljubujejo zemeljskim omejitvam. Že od svojega prvega spusta je Burke zasvojila občutek svobode, ki ga je doživela, ko je poletela čez rob sevi. Prosto smučanje je postalo njeno življenjsko poslanstvo. Prosto smučanje je spektakel atletske umetnosti, ki kljubuje gravitaciji. Atleti se premetavajo, vrtijo in spuščajo po ledenih pobočjih in halfpipih z vrtolomno hitrostjo. Izvajajo dihimajoče trike z imeni, kot so flare Oslo in 720 rodeo. Smučari prostega sloga letijo do 15 metrov visoko, v zrak, hkrati pa ohranjajo natančen nadzor. Bolcev je najbolj ikoničen dogodek prostega sloga, kjer smučari drvijo sem ter tja, da pridobijo zagon za ogromne obratne skoke v zraku. Na tekmovanji v prostem slogu, sodniki ocenjujejo športnike glede na tehnično zahtevnost, izvirnost in čisto izvedbo. Tu je drzna združitev ekstremnih sportov in zračnega baleta. Ko je Burkova začela tekmovati v poznih 90-ih, je bilo prosto smučanje še vedno videti kot obrobna dejavnost, brez ogleda olimpijskih športov, kot je umetnostno drsanje. Sportnike so videli kot nepremišljena frajerja, brez discipline in treninga. Toda Burkova je videla dihimajočo umetnost in natančnost sam in Avery, kot sta halfpipe in slopestyle. Prepoznala je olimpijski potencial prostega smučanja, dolgo preden ga je kdorkoli drug. Svojo izjemno nadarjenostjo in ustrajnostjo si je Burkova pridobila spoštovanje zaradi neverjetnih veščin v tem športu. Uspešno je lobirala za vključitev tega športa v X Games in dokazala, da se lahko ženske kosajo z moškimi. Njena zlata medalja in naslovi svetovne prvakinje so odpravili vsak dvom o veljavnosti prostega smučanja. Ko je Mat končno glasoval za vključitev na olimpijske igre 2014, je bila to težko priborjena zmaga za legitimnost, ki je Sarah Burke posvetila svojo kariero. Brez njene neutrudne zagovorništva bi prosto smučanje morda še vedno životarilo na obrobju, namesto da bi blestelo na svetovnem odru. Sarah se ni zadovoljila s tem, da bi letela sama. Želela je svetu pokazati lepoto letenja. Na tekmovanjih je navduševala s svojim pogumom in spretnostjo. Njen zaščitni znak, 540 flat spin, je bil pravi vrtinec gibanja, ko se je njeno telo vrtelo v krogu in pristalo lahko kot pero. Oboževalci niso bili navdušeni le nad tem, kaj je zmogla, ampak tudi nad milino in strastjo, s katerima je to počela. Skozi svojo bogato kariero, Sarah Burke je za svoje prelomne spretnosti prijela nekatera najvišja časti v svojem športu. Leta 2005 je bila okronana za svetovno prvakinjo v ženskem halfpipu na FIS, svetovnem prvenstvu v prostem smučanju in postala prva smučarka, ki je osvojila ta naslov. Burkova je na tekmovanju X Games prevladovala kot nišče drug, saj je med letoma 2005 in 2008 osvojila 4 zaporedne zlate medalje v superpipu. Njeni osupljivi triki, kot je Tizo 80 spin, so Burkovo naredili za priljubljenko med navijači. Leta 2007 je prijela nagrado SP za najboljšo športnico v akcijskih športih, kjer je premagala najboljše tekmice, kot deskarika, Lane Beachley. Burkova je s svojim znanjem in slogom osvojila tudi naslova prve ženske prvakinje v halfpipu leta 2001 in 2005. Kljub temu, tekmovanja so bila le igra na robu neba. Sarah je sanjala, da bi poletela še višje. Prepričana je bila, da bi lahko njen šport, smučanje prostega sloga, dosegel enake stratosferske višine kot deskanje na snegu. In olimpijske igre so bil najvija vrh. Ganja nad njeno vizijo se je Sarah popolnoma posvetila temu, da bi ta sanja postala resničnost. Skozi neskončne sestanke in predloge je njena ustrajnost odprla oči moku, da je videl osupljive možnosti njenega športa. Kot Peter Judge, kot je povedal izvršni direktor Kanadske zveze za smučanje prostega sloga, Peter Judge, je vedno spraševala, zakaj pa ne? Bilo je, zakaj pa ne bi smučala z moškimi? Zakaj pa ne bi bila na olimpijskih igrah? Ko je premikala meje smučanja prostega sloga, Sarah Burke je doživela svojo delež poškodb.
Leta 2009 si je zlomila vratence v hrbtu po nerodnem padcu med tekmovanjem v slopestyle na X Games. Prav je poškodba zaaktivala opornikov za hrbet in rehabilitacijo. Burkijova si je opomagla in je že v enem letu ponovno smučala. Razen nekaj manjših poškodb kolena in nategnjenih mišic se je Burkova večino svoje kariere izognila hujšim poškodbam. Ko je prišla novica, da bo halfpipe prvič na olimpijskih igrah leta 2014, Sarah je bila euforična. Po letih, ko je pomagala svojemu športu najti krila, bi končno lahko poletel pred celim svetom. Ko je objela svoje kolegice smučarke solze, ki so ji tekle po licih, niso bile le solze veselja, ampak tudi olajšanja. To je bila njena sanja, njen otrok, in zdaj je lahko stal na svojih nogah. V mesecih, ki so sledili, se je Sarah polastila globoko zadovoljstvo. Dala je se, da bi njena strast doživela svoj trenutek na nebu. Zdaj je lahko preprosto uživala v važni. Njena duša je prekipevala od hvaležnosti do skupnosti, s katero je delila to potovanje. Potovala je po svetu, nastopila na predstavah in vodila delavnice ter vračala skupnosti, kolikor je mogla. Ko je opazovala, kako naslednja generacija začenja svoj polet, jo je to napolnilo s ponosom. 10. januarja 2012 je Sarah Burke trenirala na 22 visokem halfpipu v letovišču Park City Mountain v Utahu in se pripravljala na svoj olimpijski debi. Izvajala je svojo značilno akrobacijo. 540-stopinski ravni obrat, ki ga je brezhibno izvedla že neštetokrat prej. Burke je zaključila obrat, vendar je z glavo naprej trčila v trdo zbiti sneg na dnu halfpipa. Sprva, Nesreča ni izgledala resna, bila je pri zavesti in je lahko premikala okončine. Toda nekaj minut kasneje je šokantno doživela srčni zastoj, zaradi česar so morali reševalci izvajati oživljanje. Burke je bil v kritičnem stanju z helikopterjem prepeljen v bolnišnico v Salt Lake Cityju. Zdravniki so opravili operacijo, da bi popravili pretrgano vrtenčno arterijo, vendar so testi pokazali, da je utrpela nepopravljivo poškodbo možganov zaradi pomanjkanja kisika. 9 mučnih dni so njeni najbližji vedeli ob njeni postelji, medtem ko je bila priključena na aparate za vzdrževanje življenja. Kljub najboljšem, kljub prizadevanjem njene medicinske ekipe je Sarah Burke šal podlegla poškodbam. 19. januarja 2012 stara komaj, 29 let, serenem bližnjem in širši skupnosti je bila izguba preteška. Čeprav je njena draga prijateljka Nina Pepel raztrosala pogora v Sočiju med olimpijskimi igrami, ki jih Sarah nikoli ni videla, je bila to le majhna tolažba. Svet se je zdel temnejši, brez njenega navdihujočega duha, ki bi lebdel nad nami. Toda niti najglobija žalost ni mogla dolgo zasenčiti Sarinega sijaja. Ko se je žalost začela popuščati, so ljudje njeno zgodbo jasno videli takšno, kot je bila. Pričevanje o tem, kako je treba sanje zasledovati brez strahu. Sarah je svetu pokazala moč neomajne vizije ene ženske. Utrla je pot do višin, ki si jih nihče ni predstavljal, in nikoli ni omahovala v svojem prizadevanju, da bi s seboj dvignila svoj šport in skupnost. Veličastne zapuščine, ki jo za seboj pušča Sarah, ni mogoče meriti zgolj z medaljami ali zmagami. Živi v dekletih, ki sledijo svojim najbolj divjim sanjam, ni omejena s mejami pričakovanega ali običajnega. Pleše v neomejeni gracioznosti smučarjev prostega sloga, ko se vzpenjajo do nepredstavljivih višin, in šepeta v odločnosti pionirjev povsod, kot opomnik, da lahko z vero in vztrajnostjo vsi drugemu pomagamo najti krila. Da, Sarah Burke, bo vedno tam na robu halfpipa, čakal da ujame tiste, ki so dovolj pogumni, da skočijo. Čeprav je odšla prezgodaj, jo neskončno nebo čaka. Si kar moramo storiti, je da sledimo njenemu drznemu, neustrašnemu vzgledu, in poletimo.